Pogovarjali se bomo o dveh pojmih, etnogeneza in pa narod. Slovarj slovenskega knjižnega jezika je etnogeneza pojasnjena kot razvoj in nastanek plemena, ljudstva, naroda. To se začne že pri rodovnih skupnostih, ki imajo svoje kulturne in zlasti jezikovne značilnosti. Zanimivo je pa, da različni strokovnjaki različno pojmujejo in so nekateri izrazito pristranski, nekaterim narodom pripisujejo zgodno, recimo Grkom, drugim pa jo zanikajo, recimo Slovencem. Narod je enako opredeljen kot skupnost ljudi, navadna na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno, gospodarsko povezani in imajo skupno zavest. Pojem narod izvira iz besed roditi in rod, vendar je strokovno še bolj sporen kot etnogeneza in je pri naših zgodovinarjih še bolj pristranski prav do slovenskega naroda. Že prej sem omenil, imamo prave in lažne znanosti. Sodobno znanost delimo na celovite, na von prav. Temelj znanosti je, da na osnovi podatkov in znanstvene misli postavlja hipoteze, ki jih z miselnimi ali materialnimi dokazi potrdi ali zavrže. Prava znanost tudi vedno stremi k izboljšanju svojega razumevanja, zato ne zavrača novih možnosti in spoznanj, ampak jih vsestransko preveri in kaj je dobro tudi posvoji. Žal so pri vseh znanostih možne zlorabe, ki lažne teorije predstavljajo kot dejstva in so najpogostejše pri humanističnih znanostih, kar je zlasti razvidno pri naši zgodovinski in jezikovni stroki. Stare kulture, starodavnost naših prednikov ne moramo imeti v predstavi, če ne poznamo vremenskih razmer v tistih časih. Za nas je zanimiv tale del otoplitve, to je zadnja ledena doba, 20 tisoč pred sedanjostjo, 40 tisoč pred sedanjostjo, to so znane divje babe. No, mi grede povem, da divje babe pripisujejo neandertalcem, verjetno ravno zato, ker se pač v Sloveniji ne more pojaviti najstarejši homo sapiens sapiens. To, mimo grede. Zanimivo je tale 10 tisoč pred sedanjostjo, namreč takrat se je Srednja Evropa izkopala izpod ledu in ti prebivalci Južne Evrope, ki so bili pa nekateri tudi na poplavnih območjih, Sredozemsko morje je bilo nižje za 100 metrov in kopno do Zadra, so se morali seliti in so se selili seveda v Severno Evropo. V Skandinaviji pa je uspevala celovinska trta in to so kulture Srednje Evrope, ki so prednjačile tako pred egiptovsko kot pred grško kulturo. Žal so se zaradi vremenskih razmer in potresov praktično uničile, tako da je le malo ostankov. Znanost in njeni okvirni podatki. Področje pretekli čas vsebina. Genetika. Gre za približno 40 tisoč pred sedanjostjo, podaja nam telesne značilnosti. Jezikoslovje 30 tisoč pred sedanjostjo, zemljepisna imena, jezik. No, to je zelo važno, ker to so prvi znaki jezikov, ki so ohranjeni. Potem je arheologija, 20 tisoč pred sedanjostjo, verovanje in pa kultura, jezikoslovja, prej je bila to Južna Evropa, to se pravi Sredozemlje, zdaj pa Severna Evropa, to, kot sem že omenil, 10 tisoč pred sedanjostjo, zopet zemljepisna imena in jezik. In ravno ta datum je pa najstarejši spomenik zagotovo Slovencev, ker večina teh zemljepisnih imen v Srednji Evropi je slovenskih. Bajeslovje je 5 tisoč pred sedanjostjo, bajeslovje se je prenašalo iz roda v rod in zato je doba precej večja od zgodovinskih in pa pisnih virov. Verovanje izročila, pisni viri okoli 800, prvi napisi okoli 800 pred Kristusom, jeziki narodnosti in zgodovina 600 pred Kristusom, jeziki narodnosti in kultura. No, moram reči, da zgodovina mora poseči seveda do zadnjih, to se pravi do 40 tisoč pred sedanjostjo, zgodovina bi morala zajemati vse, kar o narodu in o jeziku vemo. Znanost in njene stranpoti. Lažna znanost, laži, zamolčevanje, del slovenske zgodovine in jezikoslovja, o tem ste že govorili. Možna znanost, teorija, mnenje, navedki.
to se pravi še brez dokazov. In prava znanost, analize in dokazi. To so za nas pomembne genetske in jezikovne analize ter dokazni sklep. Resnica nas bo osvobodila. Kako me to spominja na Sveto pismo. Teorije zamegljevanja, preseljevanja narodov. Ovrženo je z genetskimi podatki, za Evropo govorim. Iliri kot ljudstvo in jezik. Iliri so ime zarazla slovanska ljudstva in v srednji vek še to ve. Novi vek pa pač tega ne ve več, oziroma moče vedeti. Kelti kot ljudstvo in jezik, enako kot sem prej rekel. Kelti so ime zarazla romanska ljudstva v jugozahodni Evropi, to se pravi Francija in Španija, in za slovanska ljudstva v srednji Evropi. Grška in rimska kultura kot homogeni celoti. Naši zgodovinari, torej vse, kar je rimsko, je super, vse, kar je prej, ni bilo nič vredno. Ne? V resnici pa zdaj se že pojavlja prava zgodovina, ki pojma rimski in grški že izgubljata svoj pomen kot kulturni narodi edinosti in se pretvarjata narodnosta in tem tudi kulturna sestava in pri obeh imajo Slovani kar precejšen delež. No, prej sem že omenil Grke in pa Slovence. Torej, a so Grki napadli Trojo? Seveda so jo. Ampak Grkov takrat še ni bilo. Takrat so bili Danajci, Hajci, pa Itačani, pa še kakšni drugi. A je Šparta grška? Seveda je. Pa Grkov takrat tudi še ni bilo. Enako je za Slovence. Povejte, Norik, Sklevinja, Karantanija, Slovenica. Še in še slovenskih držav smo imeli že pred rimskim časom, pa tudi v rimskem času. Poleg Norika so bile še Slavonija, Retija pa Vindelicija. To so bile slovenske države. No, in o tem so pa, to smo že omenili, zlonamernost nekaterih zgodovinarjev, ki nasprotju z lastno definicijo zgodovine, ne upoštevajo vsega, kar je povezano z območjem, kulturo, izvorom in jezikom posameznega naroda, zlasti Slovencev. Zdaj pa, od kje so te laži? Lažne laži izbirajo iz veliko nemške imperialistične znanstvene propagande. Zdaj, kako gre to zraven? Veliko nemške imperialistične znanstvene propagande, tista znanstvena ne paše zraven. Ampak ravno ta znanost je utemeljila te laži. Začnimo kar z ustanoviteljem Berlinske univerze, Wilhelm von Humboldtom. On je liberalec, utemeljitelj svobode, svobodmiselc. In kar je zelo pomembno, jezikovnih ostalin v zemljepisnih imenih. Takole približno pravi, v zemljepisnih imenih nam davna, mogoče že davno minula ljudstva, spregovorijo o svojem jeziku. Žal pa v svojem temeljnem delu o različnosti slovenske jezikovne zgradbe in tako dalje zamolčuje slovanske jezike, s tem pa mnogokrat poudarja sanskrt kot izjemo, kot prekrasno, ne? Mi pa vemo, da je slovenščina daleč najbližje in sanskrtu in še starejšim vetskim jezikom. Nemški jeziki pa imajo tukaj zelo malo povezave, to boste kasneje videli. In seveda njihov izraz indogermanski, ki se pa ni prijel, ker pač Angleži pa Francozi tega, pa Italijani tega niso sprejeli. Če bi bili pa samo Slovani, bi pa ta izraz gladko ostal. No, potem so pa njegovi nasledniki, so pa libertinci. Libertincem imajo pa popolnoma enako načelo kot komunizem. To temeljno načelo libertincev je laž. In tukaj sta dva predstavnika, ki sta značilna proti. Gustav Kosina, jezikoslovec, arheolog na Univerzi v Berlinu, eden najbolj vplivnih nemških predzgodovinarjev in avtor poravnane arheologije. Njegove nacionalistične teorije izvora Ljubljana so vplivale na nacistične ideologije in dobile svojo resničo v množičnem genocidu Judov in Slovanov. In pa Leonhard Paron, isto libertinec, v svojem delu poudarja, da so se Slovani kot preneznan narod v Evropi pojavili šele od konca 5. stoletja, Evropo pa je napolnil Kelti. Zdaj pa zopet pogledajte znanost. Te teorije Kosine in Paroja so nedvoumno bile zavrnjene. Torej, za manj boste iskali Paroja po spletu, ker ga ni, ker se ga sramujejo. Ampak, sprejeti so pa njihovi zaključki o poznem prihodu Slovanov. Zakaj pa? S tem, da so zavrnili teorije, so se oprali
pred javnostjo, s tem, ker so sprejeli pa njihove zaključke, so pa služili svojim ideološkim vrstnikom, ki so jih dobro plačali. Žal je tako.